Na drugi strani, 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 na drugi strani. Lepo pozdravljeni na tem pogovoru, ki upam, da bo prijeten ne samo zaradi prijetne temperature, ampak tema, ki jo imamo, pogovor je naslovljen medijski prostori, razmerja moči, simbiozi in izzivi. Zdaj vsi vemo, da tu par eufemizmov noter izzivi in bomo verjetno na koncu rekli kar problemi, tako da jaz sem tukaj kot moderator v vlogi enega od kuratorjev razstave, z mano pa so Linar Kučič, Aleš Žerdin in pa Jure Eržen, vsi nekako povezani v bistvu z delom, ampak ne bomo govorili o delu kot časopisni hiši, ampak o delu v novinarstvu, prav zares, tako da bomo ohranili to povezavo z delom, ampak ne na ta direktni način. Skratka, imamo fotoreporterja, imamo novinarja in imamo urednika. In to je bil nekako kot naša želja pripeljati različne predstavnike, različne glasove v to temo. In jaz bi začel kar s tem, ko bi rekla, enim od paradoksov, ki se je nam kazal tudi pri postavljanju te razstave in pri raziskovalnem delu, in to je, da na nek način zdaj novinarsko poročanje po eni strani postaja malce bolj vizualno ali pa zelo vizualno, po eni strani sploh na spletu je fotografija, zdaj kakršnakoli je že, ampak je postala skoraj da obvezen del opreme novic, po drugi strani pa v dobi, ko imamo več fotografij, imamo manj fotoreporterjev. V dobi, ko postane fotografija skoraj da obvezna, je njena vsebina razvrednotena, dostikrat zreducirana, neko simbolno fotografijo in tako naprej. Tako da mogoče bi za začetek odprli ravno s temi protislovji, ki jih vi opažate v zadnjem času, kar zadeva status reportažne fotografije. Skratka, živimo v dobi, ki je, bi rekel, pogovorno označevana kot vizualna doba, hkrati pa to še nič ne pove o tem, kaj je ta vizualni output. Tako da mogoče Jure bi začel. Bi jaz začel kar najmanj zgovoren, oziroma najmanj pri besedi od nas. Dobro, jaz bi mogoče težko bi ločil fotografijo v žurnalizmu, rekel posebej od reportažne fotografije ali od reportaže, mogoče tudi zaradi samega primera. Ampak to, kar si ti rekel, v bistvu res, da je več fotografij ali pa da že vsaka novička rabi svojo fotografijo, mislim, da tle več ni več, da je več tle, po mojem manj, da predvsem glede na to, da smo vsi fotografi, pa tudi vsi novinarji, rekel tako, če naslovim, so tudi fotografi seveda, in je potem tako, da je to samoumevno, da ta samoumevnost je prišla do tega, da je zadeva zgubila mogoče malo na temu, da kako to narediti, ali pa kako to oceniti, ali pa kako vrednotiti, kaj lahko objavimo, kaj urednik reče, da je v redu, oziroma ne reče, čak tole pa res ne moram, ne smem, ali pa zaradi sebe, ali pa zaradi glavnega urednika, ali pa zaradi bralcev, gledalcev, naprimer, da jih podcenjujemo. Sicer pa, tako, samo mesto fotografije ali pa reportažne fotografije v novinarstvu v zadnjih 30 letih, ne vem, jaz sem to prej res tako idealiziral, pa prišel zraven tega tako, rekel, res z strahospoštovanjem in z odkrivanjem, s tem, rekel, bolj, da je bilo to učenje kot že ustvarjanje na začetku, mislim, še zdaj je jasno, ampak imaš pa res tak občutek, da v bistvu, ko se ti pa zdi, da se že lahko malo igraš, oziroma da je, ko ponavadi so stvari, ko se začneš igrati, so izdelki boljši kot takrat, ko se zelo matraš, čeprav je seveda tudi to sestavni del in element, se mi zdi, da pa zdaj je mogoče tako, da se pravi, ni več
5-stranskih, 6-stranskih ali pa še kaj več reportaž v kakršnih koli medijih ali pa tudi tednikih ali pa prilogah kakršnih koli ne. Ampak ja, ali je to zdaj, ali je to zato, ker to uredniki ponujajo ali pa rekel časopisi, ali je to, kar bralci zahtevajo oziroma bi želeli gledati, je vprašanje. Kaj potem lahko vrnemo to vprašanje na drugo stran omizja. Zdaj, Sobotna priloga ima že dolgo tradicijo kombiniranja, učinkovitega kombiniranja ali pa včasih zelo provokativnega, včasih zelo stimulativnega kombiniranja teksta in podobe. In se verjetno v današnjem času srečuje z drugačnimi izzivi kot pa mediji, za katerega ti trenutno pišeš. Ja, tukaj že malo zadeva, ki sploh začeti ta odgovor. Ker po eni strani, recimo, sem imel s tem, kar sem novinarsko pokrival, možnost nekaj pogledov v prihodnost. Recimo pred 20 plus leti sem prvič bil na taki veliki tehnološki konferenci v Ameriki. In prva stvar, ki sem opazil, je velika razlika v tem, da so udeleženci te konference, tako enih 90% jih imeli prenosne računalnike na kolenih in so nekaj na veliko tipkali. In so to bilo še pred blogi. To, kar je bilo fascinantno, je to, da so oni pravzaprav v momentu, ko so tam bili poročali, so pisali kakšne svoje bloge, so pisali tako in drugače, so imeli že na tako občinstvo, ki jih je v realnem času spremljalo in takrat se mi nekako zdelo že, da je to najverjetneje nekaj, kar bo ratela nova norma po celem novinarstvu. In pol na eni drugi, ko fast forward, 15 let naprej na eni drugi tehnološki konferenci vidim pa prvega človeka, ki prije tako opremljen, mislim, da tukaj je imel prenosen računalnik, pol je imel kamero, fotoaparat, pa še mikrofon takole in je pravzaprav tako nekaj delal in se je hkrati s tabo, tako te snemal pa te intervjuju in je pa delal za enih 5-6 tako medijev hkrati, kar pomeni, deluje video, deluje audio in pa še nekaj na tipku verjetno, pa še pol objavke, pa fotografij tudi na mobilnih platformah in vse in se nekaj, ampak to spet taka nova prihodnost, ampak in eno in drugo se je na nek način uresničilo, je postala nova norma. A je pa to dobro ali ni dobro, ne vem. Mislim, po eni strani je v redu zaradi tega, ker tudi od nas, ki smo v osnovi pisni novinarji, čisto kot tradicionalno zahteva obvladovanje enih veščin in s tem tudi spoštovanje in strah spoštovanje do tega, kar pa specialisti zares delajo. Kar meni je to pomagalo pač pri drugih medijih v veliki meri malo bolj razumeti, kaj oni delajo. In pa tudi oceniti, recimo, če si veš kakšne medijske projekte, kdaj ti rabiš snemalca, kdaj ti rabiš fotografa, kdaj je dovolj, da daš novinarju malo boljši telefon. Skratka, to, da se spoznaš s temi mediji, je super, zaradi tega, ker znaš približno oceniti, kaj lahko narediš razmeroma preprosto in ne preplačuješ in materialno in z opremo in s časom, kje so pa tisti presežki, ki jih pa hočeš imeti in kaj je za to potrebno. In se mi zdi, da klik zaradi tega spoštovanja do vsega tega se jaz kljub fotografski podlagi zelo zadržoval pri temu, da bi razen res izjemno sam fotografij ustavil, da sem jih pisal. Tako da mislim, da smo sobotni, kar sem bil tam, mislim, da sem objavil natanko 2 fotoreportaže. Eno si še obljubil, pa je nis prinesel. Eno zdražgoš, pa takrat z Rusije. Ki smo šla s Polono. Sem šel si pa v Las Vegas, pa si obljubil, pa nis prinesel. In v obeh primerih nisem oddal nikakšnega besedila. Sem to šel res delati, mislim tako neobremenjeno, ampak sem nekaj tukaj pa rabno fokus, ne morem nekaj zazravno. To je nečistik odgovor, ampak po eni strani fajn zaradi tega, ker se mi zdi, da vsi v tem produkcijskem procesu malo bolj moramo poznati delo ki so bila nekoč ločena in tudi, če hočeš danes medij gledati celostno, enostavno ne moreš biti popolnoma ignorantski do nobenega medija. Hkrati pa še lepo vidiš, kakšna je razlika med tem, če nekaj narediš na telefonu, ali imaš pa recimo Jureta zraven na intervjuju. A je mogoče zdaj kaj težje spraviti fotografijo v sobotno prilogo v danih okoliščinah, kot je bilo? Se moj kar kaucne. Ker v bistvu je vedno bila neka borba v ozadju, koliko prostora lahko damo, kaj lahko povemo o fotografiji. Zdaj tako, zame je huda prelomnica se zgodila 7-8 let nazaj, zato ker so Excelove tabele pokazale,
da bojo, da je strošek tiska manjši, če gremo na 32 strani namesto na 40, kar je posledično potegnilo, da je se za določen odstotek zmanjšal, se pravi za eno stran se je zmanjšal obseg pisem bralcev, zmanjšalo se je število tekstov, hkrati pa recimo članki, ki so bili prej lahko postavljeni na 4 strani, so šli na 3 in tisto, kar je bilo prej na 3, je šlo na 2. Ne? Zdaj, jaz tukaj ne bi poenostavljal, ne? Da je gospodarska družba želela povečati dobiček s tem. Ne gre za to. Ne? Želela je preprečiti, da gre časopis oziroma gospodarska družba v rdeče številke. Ne? In je pač zaradi tega, da prepreči zdrs v rdeče številke, šla se nekaj, čemur ekonomisti rečejo optimizacija. Ne? Te optimizacije so pa pač zelo nesrečne, ker se spomnim, ne, da je prva naslednja raziskava branosti časopisov zaznala pomemben upad branosti Sobotne priloge. Se pravi, upad branosti, ki je bil večji od margin of error, se reče, ne, se pravi, potencialne merske napake, intervala zaupanja in ne, pač s tem smo se sprijaznili, da vsako leto nekoliko naklade padejo. Ne. Ampak takrat, ko se je število strani zmanjšalo, je to imelo učinek na anketni odgovor, ali berete ali ne. Tako da je bila ta poslovna poteza v resnici močno zgrešena. Ampak ja, Excel je pokazal, ne, da se nekaj tisoč evrov, saj ne več, ne, prihrani na ta način, da se število strani zmanjša in dajmo tlele par tisoč stisniti pa tam, pa pridemo na nekaj, kar je pozitivna nula. Ne. Vprašanje je bilo, ali se je treba boriti za to, da pride fotografija v Sobotno prilogo. Jaz zelo nerad bi svoj del ocenjeval. Ne. Zdaj je tako, da jaz mislim, da nam v določeni meri uspeva vzdrževati neko uredniško politiko dobre zastopanosti fotografije v Sobotni prilogi. Mislim, da v Sobotni prilogi nimamo te težave, da bi se šli, kar je Jure rekel prej, ne, več je v resnici manj, ne, se pravi, da vizualni material ni mašilo, ki je pripet k članku zaradi tega, ker je nekdo določil, da pač vsak članek potrebuje sličico, pač pa so fotografije, žal ilustracije nimamo, ne? So fotografije zraven zato, ker povedo lahko več od teksta, oziroma ta tekst spravi določen kontrapunkt. Ne? Zdaj, kaj se je pa v zadnjih 30 letih s fotografijo zgodilo? Odgovor tukaj ne more biti enoznačen. Ne moramo mi reči, da se pa danes fotografiji v časopisu godi slabše. V naslednjih dneh bo 30. obletnica posebne številke dela, ki je šla, ko je se ta država osamosvajala. V zelenem je to bilo. Žnidaršič Joca je šel posebej zaradi tega naročiti helikopterje
in desantno enoto Slovenske gorske reševalne službe, da sredi zimskih razmer junija zasedejo Triglav in gor postavijo zastavo, ki ni imela ne zvezde, ne grba. Ne, se pravi, tako impozantna logistična operacija. Ne. Kaj je prišlo v časopis? Ne? Pravi, formati so bili vsi, so bili horizontale. V časopis, ne, je prišla ena nesrečna dvokolonska fotografija ali pa trikolonska, ki je bila za nameček, ob tem, da je bila izrezana, še zelo narobe skadrirana. Ne? Pravi, vse je bilo narobe na tisti naslovnici, ne? Zaradi tega, ker se je skušal spraviti več besedila na naslovnico, kot bi šlo, pa se je reklo, v redu, bomo pa porezali fotko, važno, da se malo zastave vidi, pa neki delčko Aljaževega stolpa, ne? Ki je bil pod snegom. Danes se to ne bi zgodilo, ne? Pa ne zato, ker bi bila investicija v to logistično operacijo tako velika, da bi zahtevala, da je to objavljeno v najrazličnejših formatih, pa še knjigo, ne, se knjig, časopisi itak noče izdajati, ne, razglednice mogoče, ne. To se danes ne bi zgodilo. Zakaj? Zaradi tega, ker imajo vseeno fotografi danes v redakcijah, rekel, zagovornika pravic fotografije. To so glavni oblikovalci časopisa, ne? Ki so še kar energični in tam bi znoril, ne? Medžedovič bi znoril danes, če bi prišel tja Budja, pa bi rekel, bomo to zdaj stran dali. Ne? Ne, se ne bi zgodilo. Še vedno pa to ne pomeni, da je pa situacija dobra, ne? Ni pa za glorificirati dobrih starih časov, ker niso bili dobri, ne. Izjemoma so bili, ne, ampak so pa bile, ker se fotografije tiče, narejene velike neumnosti, ne. Jaz se to nekaj, kar smo ugotavljali tudi v pripravljenem delu za to razstavo in za ta projekt, ne, skratka, da imamo skozi čas neka boljša obdobja, slabša obdobja, ne, novinarstvo je, lahko bi rekli, tradicionalno v krizi, ampak ni pa ves čas v krizi. Ne? Ima boljše in slabše momente. Skozi smo v prehodni fazi. Ne? In skozi je neka ta prehodna faza. Družba, ja, in imaš občutek, da je kriza, ampak prav zares, če pa pogledamo pol ta specifičen žanr, ko smo tu namenili osrednjo pozornost, to je fotoreportaža, ne, pa je opaziti, da sploh od te prelomnice, ki jo nekako vsi omenjate. Jaz mislim, da je tle zelo veliko odvisno od človeka, ki drži roko nad vizualno podobo časopisa. Ne? In pač ne moramo reči, da gre za zgodovinska obdobja, ne? Ampak gre za obdobja, ko pač časopisi glavne osebe zadolžene za vizualno podobo niso imeli, ali pa je ta prihajal samo malo oblikovati, pa je to delal dopisno, ne? Drugo pa je, a je dnevno prisoten v centralni redakciji. Ne? In pač, če je, potem so zadeve lahko boljše. Ne? Če ga ni, bo pa to šlo v smer neke degradacije vizualne podobe kot celote, ne samo odnosa do fotke. Ne? No, imaš pa naslednjo skrajnost, no, ki jo pa danes tudi vidimo, da se pa pač testira na veliko, recimo, da sploh te, ki so čisti digitalni mediji, ogromno testirajo, kaj najbolj deluje, recimo, ne, da se sprobavajo enih 5 različnih naslovov, pa pol pokažejo 100,000 uporabnikov enega, drugega, tretjega, ampak tudi, ne, taka fotka, tam, toliko velika, toliko vse. Recimo, to se je v enem obdobju pred 10 leti je bil tak totalni fetiš te optimizacije. Recimo, takrat je bila ena taka ideja, da lahko te metrike in algoritmi počasi zamenjajo urednike zaradi tega, ker smo ugotovili tako skoro idealno, da mora biti tak naslov, taka fotografija, to na fotografiji in da to recimo 4-krat več ljudi klikne od najslabše, recimo druge variante. To se je nekje pred 10 leti začel malo ta fetiš,
ampak ker smo ti taka hecna bitja in to je, dokler nas meriš, pa tega ne vemo, se obnašamo drugače, kot ko nas meriš, pa to vemo. In zdaj smo že spet na tem, da se spet eksperimentira, pa tisto, kar je po 10 leti veljalo, danes ne velja več. Tako da ja. Ja. Zdaj v teh transformacijah, no, če jim tako rečemo, ne, je ena stvari, ki se nam zdela in ki smo tudi skozi intervjuje z fotoreporterji ugotavljali, je v bistvu, da ta zvrst fotoreportaže kot dolga tekstualno-vizualna pripoved nekako v bistvu zgublja, podobno kot verjetno druge poglobljene ali pa dolge zgodbe v novinarstvu, da nekako zgublja prostor, da je po domače povedano manj je fotoreportaž, ali so pa krajše, ali so pa bolj naporedko. Nimamo časa, ne? Mislim, bralec nima časa, gledalec nima časa. Ko bi rekel, tako, mislim, to je verjetno tudi upravičilo, jasno, zaradi kakšnih drugih interesov, ne? Ampak kdo bo pa, mislim, kaj pa mene, mislim, ogromenkrat mi kakšen reče, ne vem, zakaj so kdaj kakšni intervjuji 4-stranski, pa smo bili mi, ki smo delali pa tako zelo veseli, če smo tako postavili, kakor smo hoteli, pa da je pač tudi, se pravi zaradi vsebine, v resnici ne zaradi tega, da so dolge, ne. In potem ti nekdo reče, pa kdo pa bral v soboto, a veš, 4 strani tekst, ne. Ja. Pa se v bistvu mu nimaš kaj reči, ne, ker se ti zdi, da bi skočil noter in da bi pač prebral ga tudi še enkrat tako dolgega, če bi bil tak, kot je, mislim, če bi bil vreden tega, ne. Zdaj, če pa ni, potem je pa to dolgo. Ja, mislim, da bi šel tako čist, rekel, v to, da so predolge reportaže, ali pa da so bile daljše, pa da je bilo to toliko boljše. Ne vem, bolj se mi zdi čist sama kvalitet. Mislim, da je čist važen bolj to dobra zgodba oziroma dobro povedana, ne, mislim, dober. Na način, ki pritegne in ki nekaj da in ko ti to prebereš, da dobiš res, rekel, to, kar je rekel, bistvo tega, da je bila zbrana oziroma da je šla skozi in da bolj pač kreativnost in sposobnost pač tega, rekel, tega, kaj pa delo je pa. A pa bi rekel, da si imel enako možnost v zadnjih letih hoditi, objavljati reportaže, oziroma delati reportaže in jih potem prinašati. Mislim, jaz se tle ne bi zgovarjal na okoliščine ali pa na, ne vem kaj, na urednike, tako, ne. Mislim, ker se mi zdi, da so bili toliko drugačni časi, mislim, če mene vprašaš mnenje, s tem, da vem, kako sem jaz to gledal, pa kako sem delal, se mi zdi, da v resnici za veliko stvari, seveda, ko gledaš nazaj, se ti zdi, ne, mislim, bi bilo fajn, če jih ne bi bilo, ali pa tako, ne, kar je verjetno tudi po en stran prav, je dober znak, ampak tako. Seveda, rekel, v bistvu ta spontanost oziroma to, kar je prej, v bistvu ta moment, ki je prej Ali govoril, se mi zdi ful, tako, nek tak primer. Joco je bil pač človek, ideja, ki je hotel nekaj narediti, ne, in ki je imel res mašino v sebi in jo ima še danes, rekel, v teh letih, ne, 83, kakorkoli. In on je grizel in je, pač, če bi danes nekdo dal tako idejo, tako, takoj bi nekdo nekaj, ne vem, čez položil, kakor da to s helikopterjem boš letel, ne, ali pa ne vem, oni so šli celo, ne vem, kakor, tako, ne, pa še čas izberu, pa še koga, pa še uno zastav, pa še 20 ljudi mora biti zraven, normalno, ne, takoj je tako neki mislim, nekako, to je toliko važno od samega človeka, oziroma od te uredniški sestanki, ki sem jaz včasih vem tudi zraven sedel in tako in pač, to je pač dobro, to lahko Ali pove, ko pač rekel že sedi na teh večkrat, ampak tako, imaš pač seveda ljudi, ene od tiste ekipe, ki tam sedijo, eni pridejo zato, da bo čim prej konc, eni pridejo, da bi kaj povedali, eni pridejo, da ne bi nič poslušali in tako naprej, ne. In je ful važen, kakšni ljudje so, ne. In točno to, kar si prej rekel, da slabi časi, božji časi, ful je važen, kakšni ljudje so, ne. In ekipa, če se pošteka oziroma če je neka resna želja, energija in užitek in tako nekaj delati, ne. Mislim, jaz sem pač enostavno čisto spontano in verjetno tudi dnevno ali pa tako, jaz sem samo hotel delati, naprimer, v teh časih, ko smo tudi več, bi rekel, šli delati nekaj za več dni, več tednov celo ali pa kaj takega, ne. Je bila ta želja, da mi
spusti me iz sketne. Ne. Ja, ne vem, danes je pa mogoče to tudi, ne vem, neki izgovor ali pa drugi časi in potem zgodbe so pa zmeri, ne. A ta optimizacija, ne? Optimizacija stroškov, koliko bi lahko govorili, da optimizacija vpliva na ta upad dolgih zgodb, no? Ali pa teh sploh zvrsti, ki naslavljajo svet drugače, ne? Ki ga vidijo, ker zdaj na nek način bi človek skoraj intuitivno rekel, da bi se v fazi, ko medij izgublja bralce, želel pokazati kot bolj ekskluzivnega, zato bi hotel imeti svoje zgodbe, lastne zgodbe, drugačne zgodbe, daljše zgodbe, svoje ljudi s terena, pripeljati naš pogled, ne agencijski in tako. Ampak seveda ta želja po eni strani toči ob že prej omenjeni Excel. Časopisi imamo problem, ne? Resen problem, ki lahko postane pa še večji, ne? Ko rečemo, je Lenart že omenjal, ne? Pač, da včasih algoritmi pomagajo stvari videti, pa potem še bolj zamočimo. Ne? Pravi, če imamo razmere, v katerih standard branja določa, koliko je 150 znakov dolgo sporočilo na Twitterju, ne? Potem je, in pač če to znaten del občinstva ponotranji, ne? Pač da se v 150 znakih nekaj že da povedati, če časopis nasede na to potegavščino, je v težavah. Ne? Dej, če jaz vzamem sodobni resni tisk, bi prej rekel, da so zgodbe, da so teksti, zlasti v petek pa soboto, pa ne govorim zdaj o prilogah, ampak o rednem časopisu, da so ti teksti občutno daljši, kot so bili. Ne? Ta izbor, ki ga tukaj lahko gledamo, ne, je zanimiv, ko gre za neke pomembne zgodovinske dogodke, ne, ko so postavitve precej pregledne. Ne. Če pa vzamete običajno številko, ki je bila natisnjena leta 1985, je pa na naslovnici približno 10 novic. Ne, pa morda ena relativno majhna fotografija ali pa dve. Ne, se pravi, danes je standard, da novice niso več dolge 20 vrstic na prvi strani, pač pa so daljše in jih je manj. Ne. Tako da se mi zdi, da s to idejo, ne, da v času kratkih tweetov časopis odgovarja s poskusom narediti daljše in bolj poglobljene zgodbe, da pravzaprav to v resnici poskušamo. To ni ideja, ki prihaja od zunaj, pa dajte to poskusiti, ne, ampak se s tem relativno veliko v redakcijah ukvarjamo. Ne. Dogma, ne, da dolgega članka ne objavljamo več, ta dogma ne velja. Ne. Relativno veliko zapisov, ki so dolgi, da ne rečem ekscesno dolgi. Ne. Zdaj, a bo to občinstvo nagradilo ali ne, to bomo videli. Ne? Je pa tako, ne? Pač, sej, če gremo nekaj desetletij nazaj, pač eni ljudje so komunicirali med sabo tako, da so si pošiljali razglednice in na razglednico je šlo približno 150 znakov. Ne? Eni so pa pač drug z drugim komunicirali s pismi na roko ali na pisalni stroj napisanimi, ki so imela 6, 7, 8 strani. Ne?
Tako da past, v katero lahko časopis pade, je pravzaprav ta, da hoče ugajati vsem. Ne? Ni časopisa, ki lahko ugaja vsem. Lahko časopisi, ki so nišni, bodo po mojem na dolgi rok tisti časopisi, ki bodo obstali. Medtem ko časopis za vsakega nekaj, se bo na koncu izkazalo, da gre za vsakega je nekaj, za nikogar pa v tem časopisu v resnici ni nič. Kar smo videli, je to, se tukaj kar malo navežem, da ta fama, da se na digitali ne bere dolgih tekstov, pač ni zdržala. Mislim, bila je sicer par let izmenila kakor toliko logično, ampak zgodilo se je pa nekaj drugega, kar se zgodi skoraj vsem, česar se digitala dotakne, in to je, da se ustvari tako ogromno nesorazmerje med recimo vrhom pa sredino pa mislim tako, ustvari se taka hecna kombinacija, ki se sredina prazni in se zadeve na skrajnostih postavljajo, kar pomeni, na eni strani imaš skrajno kratke forme, od tweetov do TikTok videov in podobno, ki pač res lovijo tisto sekundno pozornost in drobijo pozornost v skrajno, mislim, to vse manjše in manjše koščke. Na drugi strani imaš pa vse več oblik publikacij, form pa tole, ki pa precej, mislim, sicer na večjih trgih pa tole dobro živijo, ki so pa brezkompromisno dolgi, poglobljeni, ne vem kaj. Skratka, sredina se prazna, to, ki si ti omenil. Pač to, kar je bil včasih časopis, res en tak kompendij, splošno je takih vsebin za vse, tega prostora zmanjkuje, zaradi tega, ker enostavno je danes toliko drugih medijev, ki te stvari delajo recimo temu boljš. Pač družabna omrežja so, kakorkoli obrneš, boljši vir tistega zadovoljstva, dopamina in vsega, ki ga je včasih dajali ljudem žuta štampa. Pač greš na Facebook in če imaš, ne vem, 500 stikov, pa pol od tistih stikov, mislim, pač tam gor veliko več zveš, kot če prebereš, ne vem, 10 revij, kakor strači. Mislim, tam imaš in več tračev, več treganja in bolj zveš, kdo s kom pa kaj pa tole, kot pa v večini tistega, recimo, zabavnega tiska. Zdaj, to, kar zdaj delamo v zadnjih parih letih, je šlo pa v drugo skrajnost, kar pomeni, na kakšen način pa iti v skrajno dolgo poglobljeno, resno in ne vem kaj, ampak ena od prvih stvari, ki jo pa tukaj moraš narediti, je pa to, da odpraviš ključno oviro, zakaj se tega v medijih ne da početi. Pač vsi, ki zdaj delamo, recimo na parih projektih, smo precej izkušeni v medijih in praktično vemo, kaj je bilo tisto, zaradi česar se ni dalo delati dolgih tekstov. Ampak tukaj ne mislim dolgih tekstov v smislu gole dolžine, zaradi tega, ker če si ti enkrat pisni obrtnik, ti lahko iz vsake stvari narediš 10-stranski tekst. Ampak če pa hočeš dejansko preiskati, preveriti in pol še dobro oblikovati zadevo, dati v več produktnih oblikah, kar pomeni ne samo kot članek, ampak morda tudi kot podcast, kot fotoreportažo, kot kratek film, kot teaser, to vse, kar je danes absolutno trend, da se pač dober produkt, ki ga imaš na več različnih platformah in v več različnih oblikah, več različnim občinstvom podaja. Pa predvsem ti rabiš nekaj, česar pa danes v medijih tako rekoč ni, in to je čas. Kar pomeni, taka zgodba zahteva 2 do 3 mesece dela. Ne samo zbrati, ampak pol še prva verzija pisana, druga verzija pisana, preverjeni dejstev in ne vem česa. Ampak to pomeni 2 do 3 mesece dela cel dan na polno. To ne pomeni, da imaš deadline čez 2 meseca. To ne pomeni, da te cajt, ki delaš sicer ti nekje vzporedno to zgodbo, boš pa še vsak dan poskrbel, da časopisi izdajo pa vsak teden to, pa še vse. In problem mojih kolegov, ki so pač v večini tradicionalnih medijev, je v temu, ker je dnevna operativa je toliko časa, da je že skoraj strukturno nemogoče delati 3 mesece na enem tekstu. Kar je popolnoma logično, zato ker če se vprašamo na ekonomiko vsega skupaj in pa ti seveda vsak reče, kaj pa prodaja časopis. Logično, da ne živimo na takem trgu, da bi katerikoli medij lahko preživel zgolj od ene poglobljene in ekskluzivne zgodbe na mesec. Ampak kako si pa postvariti, kako si ustvariti na nek način tvoje in še ekonomiko, da pa podpira tak način delovanja, to so danes ključna vprašanja in so zahtevne. In na nam ni zaenkrat še kakšnega posebnega odgovora.
ampak v glavnem se povsod po svetu bolj medijske organizacije trudijo najti način, kako to početi. In predstavljam si, da prej pa kasneje bo prišlo do takih in drugačnih povezovanj, recimo en tak dober primer v Ameriki je ProPublica, ki je prav izhajala iz tega, pač ameriški mediji nimajo več ljudi, ki bi delali pol leta na eni zgodbi. Če pa mi delamo na tej zgodbi in pa skupaj gremo, recimo oni pa s svojimi znanji, pa z dostopom do informacij, pa dostopom do občinstva, pa vsega skupaj se pa da delati dobre kombinacije. Tako da jaz si predstavljam, da bo to, ne še pri nas verjetno še ne čez 5 let, ampak nekaj čez kaj tacka, pa mislim, da bo to ratela ena taka stalna praksa, da bojo skoraj, ki bi rekel, kot produkcijske ekipce delovali notranji pa zunanji in bo pol, ne vem, medij dejansko sestavljen iz takih različnih tistih in bo vsak neki prispeval. In del tega bo absolutno tudi fotografija, ki pa tudi vidimo, da recimo tisti, ki zdaj prihajajo, mislim, kar jaz vidim recimo pri mlajših, je ena stvar, ki je dragocena in to je, da je njim že nekako od samega začetka jasno, da oni hkrati s svojemu delu ne samo, da delajo, ampak si praktično že pridobivajo in tudi vzgajajo občinstva. Recimo, to je ena taka največja razlika med tistimi, ki so delali samo v tradicionalnih medijih ali pa tisti, ki so delali v novih medijih, ker vsi, ki smo delali v tradicionalnih, si jemljamo občinstva za nekoga zagotovljena. Toliko ljudi gleda televizijo, toliko ljudi, lahko še zmeraj časopis pa naročnikov, kar pomeni. To so občinstva, za kjer nam osebno bo treba nič narediti. Te, ki pa zdaj vstopajo na ta medijski trg, pa praktično vstopajo v svojimi občinstvi noter. In si predstavljam, da naslednji korak, ko boš ti, če boš ti recimo urednik večjega medija ali pa boš vedel tak fotografski portfelj, da te ne bo zanimalo samo kakovost tega fotografskega dela, ampak na nek način tudi koliko potencialnega občinstva ta avtor s seboj prinaša. Spet ne rečem, da je to dobro, ampak vidim pa, da grejo stvari v to smer. Zdaj, ko sta prej oba dva omenjala Twitter, časopisi so meni že prej zelo kratko formo podajanja novic. V 80-ih so jim rekli, da ste le printerja, ki je bilo včasih še bistveno krajše od Twitter. Skratka, so bili vedno neka, so združevali zelo različne načine pripovedovanja zgodb. Mogoče v tem kontekstu potem fotoreportaža mogoče malo izpade ven kot način pripovedovanja, osmišljanja sveta, ki bi ga lahko v produkcijskem kontekstu zdaj gojili v tolikšni meri kot v preteklosti. Tako malo, kot je vedno to govori. Ker so tudi, obdobja, recimo v povojnem obdobju, sploh skozi tovariš, je bila fotoreportaža tak skoraj dominanten način podajanja fotografske zgodbe. Potem pa pride obdobje, ko zadeva skoraj zamre, potem pa spet. Ampak mogoče v kolikšni meri je to specifično za naš prostor, ti dosti delaš tudi s tujimi hišami. Dobro, zdaj jih tako več, mislim, glede na to, da so vse tiste agencije, mislim, ne Reutersi, Pape, pa tako, ampak ogromno manjših agencij, ne se pravi od ameriških, francoskih, španskih, to, ki smo v bistvu, ki sem do zdaj med njimi. V 2008 je to vse šlo, vse je odpihnilo. Tudi te velike agencije so puščale tako po tretjino ljudi, rekel res dobre fotografe in mislim, dober staff in vse. Ne vem, mislim, tega pogleda ne bi se jih upal kaj tako. Vprašanja so odgovorov pa jih nekako ne poznam, se jih bolj vprašanja postavljam nekako s svojim delom, bolj kakor odgovore sebi in drugim. Razlika med recimo časom, obdobjem pred svetovnim spletom pa danes, je ta, da je leta 90 šlo za to, da so si morali fotografi izboriti prostor, ki je bil izključno na papirju. A so si ga izborili ali si ga niso izborili, je bilo, kot sem prej rekel, na koncu dneva odvisno od tega, ali v centralni redakciji sedi nekdo, ki razume fotografijo. Pa če je bil še tako energičen fotograf
Aleš Žnidaršič, ne, ki je znal si zagotoviti tudi budžete za kompleksne logistične projekte, ne. Ni bilo rečeno, da to pride v tiskarno. Ne. Situacija, ki je danes, je ta, ne, da pravzaprav svetovni splet, posamične spletne strani, ki jih mediji imajo, lahko omogoča objavo občutno večjega števila fotografij. Se pravi, ne gre več za to, da bi iz 10 dobrih fotografij morali eno izbrati, pa potem še iz te ene delati izrez, ker je za eno kolono prostora zmanjkalo, ker je nekdo preveč teksta napisal, ampak gre vseh 10 odličnih fotografij lahko na splet. Ne. Ker je tudi razlog, ne, da splet obiskuje veliko ljudi, pa še zastonj. Ta dejavnik, ne, da so mediji po letu 96, 97 pa 2000, ne, ko se začnejo postavljati spletne strani časopisov, da so mediji navadili občinstvo, da je tam nekje enak štof, pa še z boljšimi fotkami, pa več fotografije, da je pa zastonj, ne, pa morda še prej pride do občinstva. Ne. To je novinarstvo, pa založniško dejavnost, kot se opravičujem, gospodarsko panogo, ne, spravili v strahovito zmešnjavo. Ne. Zaradi tega, ker se založništvo časopisno danes ukvarja tako, da pač čez dan zastonj da ta boljše ribe že na splet, ne, medtem ko naslednji dan te ribe, ki so že mogoče malo ne najbolj sveže, nam rekel smrejene, ampak ne najbolj sveže, zavijemo v časopisni papir, pa probamo prodati. Ne. To je poslovni model, ki je zelo čudaški. Sam problem tega je pač, ker če beremo to zgodovino tiska, v bistvu imamo v celi medijski panogi en samcat poslovni model in to je oglaševalski. Pač ideja je bila, recimo, če malo omenim te konference iz preloma tisočletja, so tehnološka podjetja časopisnim podjetjem kazala take fine grafe, ki so kazale pač rast spletnega oglaševanja, pa če date vsebine za ston, gre vaša branost gor in potem sta ta dva grafa se čudežno srečata tudi nekje gor, če pa delaš z ubogimi naročniki, si pa tle nekje. In takrat je cela panoga pravzaprav kupila to idejo in se je praktično nehal ukvarjati z naročniki pa z vsemi drugimi alternativnimi modeli, ker so stavili na to, da če damo stvari za ston, bomo imeli več pravcev, več klikov, s tem več oglasov in na ta način več denarja. Se pa to ni zgodilo. Še tretji dejavnik je, ne? To je čas, ko je v gospodarstvu obstajala ta fata morgana, da je blagovna znamka najpomembnejša reč na svetu in pač, če imaš blagovno znamko hkrati še na svetovnem spletu, bo moč blagovne znamke šla takisto v nebo. Ne? Ja, ne? Sam to se je uresničilo v Facebooku, ne pa delu na Facebooku. Tako, ja. To je razlika. S tem, da takrat, ko je bila ta filozofija, ne, da bomo okrepili blagovno znamko, s tem, da gremo na svetovni splet, Facebooka še ni bilo in tudi Google še ni bil tako kanibalističen, kot je danes. Ne? Tako. Ne, ker časopisi, ne, so na splet šli že prednje je bil Google sploh ustanovljen. Ne? Tako to v spominu imam prve spletne strani Mladine, bi rekel 96, 97, ko tvrdke Google še ni, ne? Ja, Yahoo pa zares množično je paratal po letu 2000 s pojavom družabnih pa pametnih mobilnikov, pa tole, takrat je pa tako res vsak
bil skoraj samo še na internetu. Ker prej je bilo vse, treba se še majhen pomatrati, da si prav časopis na internetu. Okay, zdaj, zagotovo, ne? Internet oziroma tehnologija je ena od stvari, ki povzroča te spremembe, ki jih potem opazimo tudi na reportažni fotografiji, tudi na samem dostopu do informacij. Ampak tehnologija in gospodarstvo oziroma gospodarska kriza, ki udari v ta medijski sektor že tako ne v bleščeči fazi in ga vsaj v slovenskem primeru kar precej potolče. Ampak mi smo nekako ugotavljali, da obstaja še nekako en dejavnik, ki vodi to transformacijo reportažne fotografije danes, in to je sprememba moči, ki jo imajo recimo politični akterji ali pa korporativni akterji v tem, da določajo, kaj pravzaprav je vidno oziroma kaj postane dostopno. Že na včerajšnjem pogovoru smo nekako, navkljub temu, da je bila tema arhiviranje in arhivistika in skrb za fonde fotografij in fotografov, smo nekako prišli do tega vprašanja, da se je temeljito transformiral v bistvu dostop do tega, kaj lahko občinstva vidijo in še pred tem, kaj lahko fotografi prav zares fotografirate. Mogoče je kaj so recimo ključni problemi z vidika videti, narediti vidno, dostopati. Na nek način ta PR-jevska kontrola dostopa se dostikrat omenja kot neka nova oblika cenzure, ki je že vnaprejšnja. Misliš v bistvu editing ali pa urednik, ki ne, v bistvu že to, a ti recimo na kakšen način sam pri sebi, ti občutiš, ne vem, mogoče to dostop do virov, dostop do lokacij, ne vem. Ja, tako, ja. Recimo v perspektivi zadnjih 30 let. Pravice na preko tudi ulica ali pa ne vem, street ulica, pa ne vem, dostop v parlament, ne vem, ja. Kongresni trg, pa ne vem, festival Ljubljana, pa kaj takega. Ja, na primer, včeraj je bilo tako. Včasih je bilo tako, da so bili zelo veseli, če si prišel ali pa tako, ne, ali kaj, so ti rekli, da vam lahko kaj pomagamo, ne. Včeraj me je pa pač tam z nožem skoraj ljubil, ko sem stopil gor na oder tega junijski festivala, kaj že v Ljubljani, ker sem hotel sam dobiti večkrat perspektive, ki so te stoli pač pa vzadnji za tole, tista nunska cerkva, kajte. Pa je bilo 1 uro pa pol pred začetkom baleta, ne, mislim, 9 je bilo, to je bilo pa v 8. In je pač tam prišel en varnostnik in je znal ravno neka gospa, ki je bila v resnici bolj odgovorna, zato je rekla, da ni problema, da grem lahko tja, ne. Tam je bila pa vojna. Ja, mislim, dostop je to je bolj ta, mislim, kako bi rekel temu, vsak nek strah, ne, ta splošen, pa je mogoče neka taka, neka paranoja, nekje biti, ki ne veš čisto točen, kaj bo, kje se boš pojavil ali pa kam te bojo spustili, da ne bo kaj narobe. Kaj pa čisto ta vidnost, ne vem, politikov, ne? Zdaj, na začetku, sredini 90-ih je človek odprl časopis, imel občutek, da je v bistvu parlament fotosafari, ne, pač. Ja, fotografiji. Ne, se je bil, ne. Ja, se je bil, ja. Bilo je tako, ne, da je do leta 90 je bil, skupščina je bila dolgočasna in ni nihče tja hodil, ne. Leta 90 se je tam začela odvijati politika in je trajalo, mislim, da je na 6-7 let, preden so v državnem zboru ugotovili, da bi pa morda to pravico do fotografiranja malo regulirali, ne. Ker kaj je bilo leta 90, ne. Zgolj s tem, da si imel novinarsko izkaznico, si ti ne samo noter vstopil v stavbo skupščine, ali pa z osebno izkaznico je bilo zadost, ne. In ne samo, da si lahko vstopil v stavbo skupščine, ampak si lahko šel tudi v dvorano, ne. In je potem se najen pokojni prijatelj Diego Gomez naslonil na uho tedanjega kulturnega ministra, zdaj pokojnega Andreja Capudra,
in ga je slikal 2 uri, kako si po ušesu, po nosu, ne vem kaj vse počne. Ne. In ja, je bil fotosafari in je trajal nekaj let, da je v državnem zboru bila sprejeta odločitev, tako, zdaj bomo pa mi sami nadzirali, kakšna podoba iz te hiše ven gre. Ne na način, da bi rekli, prineste filme ali pa prineste posnetke, ampak se je postavil neko vrvico, ne, to žametno vrv, in se te meje žametne vrvi ni več smel prestopati. Ne. Jaz sem lahko hodil kot pišoči fotograf po dvorani skupščine in tam nadlegoval predstavnike ljudstva med svojim zakonodajnim delom, če se mi je zdel. Ne. In sem to počel tudi. Ne. Redko, ampak sem lahko. Ne. Medtem ko danes ne bo šlo, da bi neakreditirani novinarji sploh hodili noter v državni zbor, je pa po drugi strani res, ne, pač da fotografi oziroma ljudje, ki so lahko slikali, so bili pred 3 desetletji pač redkost. Ne. Danes je vsakdo, ki nekam pride, v stanju, da nadleguje celotno okolico s tem, da jih fotografira. Ne. Tako da do neke mere, jaz bi rekel tako, če sem zelo prizanesljiv, bom razumel, ne, zakaj so se šli malo regulirati dostop do prizorišč. Ne, po drugi strani je pa tako, ne, da znanosti, ki se imenuje stiki z javnostmi, ne, leta 90 še ni bilo. Ne. Potem je ta znanost stikov z javnostjo dobila silovit pospešek in so pač politične inštitucije in gospodarske družbe in kulturne ustanove vse oblikovale svoje protokole, ki bodo krepile podobo javnosti teh inštitucij, ki bo krepile podobo teh inštitucij v javnosti. Ne. Pravi, je naredila svojo škodo, naredila tudi ta industrija stikov z javnostjo. Ne. Znatno škodo. Ki je šla potem smo šli pa iz malo regulacije v malo več in v zelo veliko. V zelo veliko, pa hkrati, se pravi, prearanžiranje kontekstov ali pa zelo temeljitega razmisleka, pravzaprav kakšni bodo učinki določene. Interpretacija fotke je tako politični, iz njihovega političnega skenerja, rekel, ampak ponavadi čist. Mislim, se na srečo se zgodijo take nesreče pri delu tudi PR-ovcem, ne? Veste, da rečejo, ok, imamo prvo sejo nove vlade, dajte vsi gor maske, ne? Pa dajo maske, ki jih nikjer druge se ne da dobiti, pa imamo čudovito sliko ministrov, ne, ki so pravkar začeli svoj mandat, pa imajo masko, za katero bi kirurgi se na glavo metali. Ne. Ampak tista fotografija je bila popolnoma zaranžirana. Ne. Ko je bilo fotoseš na konc, so dali maske dol. Ne. Ampak je bil samo en fotograf, bi rekel, dovoljen. Ukom mu je ime, ja. Ampak to se je zelo, tudi seveda z vladom, se je zelo poznali, kako se je delali, kam smo lahko šli, kdaj smo lahko šli in tako. To je zanimivo v bistvu, mislim, če delaš to iz tega, bi rekel, da nekaj iščeš, da gledaš, to je tudi, ne vem, Christopher Morris govoril, da kadar so bili demokrati na vrh v Ameriki, je bilo brez veze, ne, ki je bilo vse tako malo narejeno, da je bilo tako, ne, rekel, ko so bili republikanci, je bilo zmeri vse, oni so zmeri tako vse poštivali, rekel, sama scena priprave, to je rekel, jaz sem tam lahko delal od zjutraj sem ostal do večera, ne, nikoli nisem mogel nehati, ne, zmeraj je bilo nekaj, zato ker se izzivali, zato ker to je to, ne, kako ti, mislim, mi pa smo fotografi, bi rekel, imamo da probamo nekaj, kako bi rekel, ne samo to je bilo, ampak mečkam tako, ne, se s tem igrati, pa malo, ne vem, spraševati, pa hecati, pa odgovarjati, pa tako. In je, ja, tle so bile te
te stvari se mi zdi tako, mislim, bolj kaj pazijo, kaj bojo naredili hitrejše neka taka napaka, ne, oziroma neka maska na glavo. Res po mojem ne smemo iti mimo To je paranoja. predsedniške kampanje, pa pač predsednika Boruta Pahorja, ki je pa pač to, mislim, na eno novo raven popeljal, ki je pa stvari res vzel čisto v svoje roke. Na takšen način se reprezentira in to tako mislim, da je še tako naslednji korak. No, niti ni več bilo poskušati tega staginga dogodkov, ampak enostavno je produkcija. To je šla že skoraj na njih in tudi distribucija tega. Recimo, pač, mislim, to je tudi tema ene davne doktorske naloge, no, ampak predsednik Pahor na Instagramu je absolutno, se mi zdi kar prelomna zadeva, tudi z vidika reprezentacije politike in fotoreportaže na nek način. Ker potem pride iz tega staginga za to, kar lahko novinarji in fotoreporterji posnamete v dejansko samo produkcijo in samo posredovanje podobe. In ne rabiš več nič vmes. Nobenega urednika ni več vmes, nobenega fotografa ni več vmes. Skratka, ni več tega nesporazuma, da lahko kdo še ti po svoje pokvarno črta. Ker je, če citiramo Ervina Hladnika Milharčiča, to so mokre sanje kalifata in islamski državi je to uspel. Ne? Tako. Ja. No in zdaj, ko smo na tej končni točki, preden zaključimo, sem še vprašanje, kaj s tem izgubljamo? Kdo kaj izgublja? S čim izgubljamo? S tem trendom, ne samo večje kontrole, ampak v bistvu tudi tega samo posredovanja, samo reprezentacije, omejevanja. To je neka oblika nove vidnosti in nevidnosti, seveda, ki pride s tem. Zdaj, kdo kaj izgublja? Ker nisem, da fotoreporter izgublja dostop, ampak s tem izgubljamo vsi nekaj. Stik, oziroma ta pravo sliko, ali kako. Kaj izgubljamo in kakšne so posledice? Mislim, zdaj tako izgubljamo lahko veliko, če prvič se tega aranžiranja realnosti ne zavedamo, lahko pa morda celo neki pridobimo, kaj bi bila danes dobra fotoreportaža, ne? Tako, če improviziram. Ne? Se pravi, fotoreportaža o tem, kako Pahor dela svoje Instagrame. Ne? Fotoreportaža je, kako se Slovenska demokratska stranka z aranžiranjem odra, z transportom zastavic, z dekoracijo in koreografijo pripravlja na skorajšnji kongres. Ne? Ampak ne kongres sam, priprava, dekoriranje. Sam tle preprosto ni dostopa. Ne? Ja, tudi pri Pahorja ne moreš dobiti nepripravljenega, oziroma da bi vedeli, da si ti, ker je, rekel, ta ekipa precej profesionalna. Ne? To isto velja za že omenjeno stranko, pač oni so se postavili praktično paralelni medijski sistem natanko za to, da lahko svoja sporočila tako posredujejo, kakor jih hoče. Se oni recimo praktično ne komentirajo več, ali pa ne dajo izjav po toliko. Če bi jaz, to, kar si prej govoril, 2 meseca, 3 mesece dela, ne, če bi lahko omogočil fotografu, da 3 mesece dela eno štorijo, bi mu rekel, naj nekaj tasga prinese, ne, pa ne hod sicer v službo. Ne. Tukaj rabiš 3 leta pred pripravo in začne se z vstopom v podmladek. To je vse posnet, veš, ali? Posnet je to. Jaz se stavljam, ne vem, na drugi strani pa se toliko spomnim tistega govora, ki ga je imel Blair, tisti, ki je bentil nad mediji, kako so mediji feral beasts, pač krvoželjne zveri, ki vse skupaj. In mu je šlo skrajno na živce, na kakšen način so mediji še toliko dobro novico njegove vlade uspeli tako čist raztrgati, da to je en tak kontekst. Zamolčuje pa to, da je šlo medijem skrajno, mislim, da je bila to končna reakcija na to, da jih je njegov mojster PR-ja Alistair Campbell pač 10 let vodil za nos za vsake stvari, vsak
in jih je samo futril s spinom, s stageom, z ne vem kogaj na neki točki, so ratali toliko cinično in so ratali res toliko cinični do vsega, kar prije z vlade, da je to začelo dolgo škoditi tudi sami vladi. Pač ja, dejansko oni so več mogli ene dobre novice skrb spraviti. Pa seveda, kar si spet predstavljam, je, da Ali rekel, da bo to novinarje in fotografije in druge pač motiviralo iti čez to, ker kaj boljš, kaj ovira, mislim. Ja. Izziv in spet, Ja. mislim, če si novinar, moraš biti takrat doveden in nikoli te ne more ostaviti in greš pač pol, ne vem, gor, dol, levo, desno. Ne. Ja, in postoje Drugače, ne? Ja. In verjetno bo zavest o tem, koliko je zdaj vse skupaj že zrežiran, pa vse, mislim, prej pa kasneje postala že za njih kontraproduktivna in bodo ljudje začeli spet vedeti, tam zadnji pa očitno nekaj, kar je pa bolj vredno poročanja, ker pa to ščibe nas futra. To je sicer optimističen pogled, pesimističen je pa to, kar pa vem, recimo, par teh teoretikov kaže, da pač gremo nazaj lahko do filma Stalker, no? Kjer je pa odziv ljudi na vse splošno manipulacijo in cinizem samo še ena vse splošna apatija in cinizem, kar pa ne bi bil fajn. Kar je pa res slabo, ja. Zaključek. Ker to pa recimo vidimo, ker prva stvar, ki jo danes vidimo tudi pri nas, ali pa ne vem, ki jo dela ta nova desnica v zadnjih parih letih, je sistematičen napad na idejo novinarjev in medijev kot takih. Kar pomeni, ko sem se pogovarjal recimo z madžarskimi kolegi, so oni rekli, da pred parimi leti recimo je bil bistvo, cela kampanja recimo Orbana proti medijem je bilo okoli tega, novinarji ne obstajajo, imamo samo leve pa desne aktiviste, imamo samo vladne pa opozicijske aktiviste. Ni tle novinarstva, ni tle nekoga, ki pa dejansko se išče nekaj, kar je pa bolj res ali pa ne vem, bolj preverjeno pa tole. In prva stvar, ki jo je oblast poskusila doseči in je bila pri tem zelo uspešna, je, da novinarstvo ne obstaja. Družba ne obstaja. Ja. Samo en politični aktivizem proti drugemu političnemu aktivizmu in zdaj nobenemu ne smemo verjeti. Če to prestaneš na to, mislim, pol je to ultimativna zmaga tistega, ki je to šir. Upam pa, da se bo to s časoma preseglo. Ko sem že upal, da bomo lahko končali na optimističnem delu, smo prišli nazaj v realno stanje. Ne, se realnost je pa odprta, na srečo. Ker se veš, ker konec koncev ena taka, ki mislim pa, da ne vem, sej, po moje, tudi malo te poklicne deformacije, ampak jaz mislim, da v kjerkoli čas znane zgodovine bi nas postavil, bi rekli, da nas ne čaka nič dobrega. Ja, itak. Vse izmeriti. Razen 30 let nazaj. Recimo, ampak Sam ni vedel toliko. Mogoče kakšno vprašanje, kakšen komentar iz publike? Nabral se nas je kar nekaj na koncu. Jaz bi mogoče na to, kako so se mediji počasi kotalili na splet in tako naprej. Dejansko so vsi cajtkingi svetovni mali zaspali za cirka 10 let. So se predstavili gor, ampak oblikovalsko, vizualno je to zgledalo isto, kot naslovnica cajtkinga. In to je veljalo pred par let. Pri določenih medijih to še vedno obstaja. Jaz še vedno gledam, kako klele recimo iz pred 70 let naslovnice cajtngov Kaos. Ja, vse se nekaj dela na barvah, pa fotka tukaj, fotka tam, ampak user experience je slab. Pa to ne govorim slovenski mediji, govorimo The New York Times, Guardian, pa gre lahko za okrožno okoli sveta. To je problem. Zame kot vizualca, tudi oblikovalca, jaz tam vidim kaos. Lahko grem, razumem hierarhijo, gor naslov, zgornja leva točka in po diagonali, hierarhično dol, spodno desno točko in tako naprej. Pa mora biti tako. Pa vedno so članki vsi na scroll, od zgoraj dol. Skaj? Določeni ljudje cajtnik odprejo na zadnji strani in ga berejo iz zadnje strani naprej. Na internetu smo zelo omejeni, še posebej pri medijih, kako mi gledamo internetne strani.
Zdaj se recimo prebijam čez en član od Huffington Posta, super, ampak je spet scrolling. Seveda notro ima atraktivne animacijske, vložke, barvne in tako naprej, ne, tudi tipografske, ampak še zmeraj scroll, odgor dol. Še vedno se prebijam skozi to, čeprav izgleda, da mi določena animacija gre iz leve proti desni, ampak pa sem še vedno dol. Ne. Ker recimo tudi pri knjigi ne rabimo mi brati od začetka do konca, mi lahko začnemo nekje na sredini. Pri internetu se vedno začne tehnični problemi so precej večji, kakor vizualni, pa bo to povezano z ekonomskimi zmogljivostmi, ampak programerji se tega potencialno lahko lotijo. Druga stvar pa je to, koliko pisci pridejo z že svojo publiko ali pa fotografi pridejo svojo publiko v določene medije. Ja, ampak mislim, da večina njih so dobili ta following predvsem skozi velike medije, ki je to vzajemno. Ni nekdo zdaj prišel, zdaj pa jaz 100,000 followerjev, pa ga bo najel en Times. Ne, verjetno je prišel teh 100,000 followerjev tudi zaradi Times, ali pa The New York Times, ali pa Guardian, ali pa najmanj kakšnega kitajskega medija. Toliko. Eno se zadnje vidimo, da na oblikovalske odločitve na internetu so po mojem največ vplivali formati, velikosti pa cena monitorjev. No, ampak recimo zdaj touchscreeni, ne? Zoom out, levo, desno scroll, 360-stopinski scroll. Bi se dal marsikaj. Seveda, vsak programer se bo držal za glavo zaradi tega, ker to pomeni fullenga JavaScripta in kodiranja in nekih umestnikov in to bolj dela pa ne dela na vseh platformah, kar hočemo mi pogledati, ampak mogoče rabimo samo eno dobro standardizacijo teh platform. Vprašanje standardizacije je ta, ne, da če rečemo, da to obstaja na 25 let, ne, se je v teh 25 letih ekran, na katerem delamo, po eni strani povečal, po drugi strani zmanjšal, ker smo šli na notebooke, po tretji strani postavil na tablico in po četrti strani na telefonski format. Ne. Nek se ga stegnil, nek se prišel na lopička. Kar pomeni, ne, da je na vsakih 5 let prišel nek format, ki je stvari postavil na glavo. Ne, tako da Če smo prizanesljivi, ne, je tudi ta 5-letni cikel spremembe formata prinesel marsikaj v to kaotično situacijo. Ne. Mislim, niso samo spremembe, je samo dodajanje formatov. Zato, ker če delaš za kjerokoli agencijo, ti bo rekel, ja, zdaj pa, ok, super si naredil dizajn na kvadrat, pa zdaj ga rabimo pa pokončenega za ta iPhone, pa rabimo za Android, pa rabimo ležečo za internetno stran, pa pasico, pa rabimo še oglasni prevzem na straneh, pa si misliš, pa Dobro, to so že druge platforme, to ni fotografija. Ne? Mislim, ker včasih je bil pri fotki je bilo to, a je bila naslovka pokončna, ne? Ja. To je bilo nekaj zelo, rekel, ven iz standarda, ne? Če si delal, kar pač jasno, da je 90% fotk pač ležečih in tako, če je bila naslovka in ti noben ni rekel, ne, pa vem, tako smo se pogovarjali tudi s temi tujci, ki so delali, ne vem, se pravi za New York Times ali pa Time naslovke in so delali ne da bi vedeli, tam so hoteli imeti naslovko po dogodku ali pa po nekomu, in je bilo to, mislim, tako totalna štala, ne, in cel halo, kako to, da bi mogli prej povedati. Se je pa zgodil, pri nas je pa tako, mislim, nekako ni sploh debate, mislim, da bi bila kakšna varianta glede tega, da se menja format ali pa, jaz mislim, da drugače teh 5 let zaostanka, kakor smo kasneje začeli iti na spletno stran,
naprimer vse, ne vem, na delu ali po Sloveniji, teh 5 let zaostanka še zdaj caplamo, ne, pa še s tem, kako Ali je rekel, se mi zdi tudi v resnici res, da so se še menjale platforme, da je zaradi tega ta kaos 5 let vzad, pa še 5 let spremenila. Ampak to je vse lepo in prav, ampak oko, vizualno oko pa tekmuje, mislim pa, oglaševalci tekmujejo s fotografijo z velikim naslovom, mislim, ta vizualna pismenost je tako nizka, da nas potegne reklama, potencialno glih toliko fotka, ne? Seveda, ja, ker je del tega bolj na koncu. Tako, ker mi bo ta. Hvala vsem za sodelovanje, hvala udeležencem za odgovore in razmišljanja in pa hvala galeriji, da nas ima tukaj. Hvala vam. Na drugi strani, 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 na drugi strani.